VZMD je po pooblaščenki odvetniški pisarni Jereb sprožil postopek za sodni preizkus denarne odpravnine, ki je bila ponujena manjšinskim delničarjem družbe KD Group, kjer je glavni delničar KD d.d. ponudil denarno odpravnino v višini 44,9 evra na delnico. Naše preliminarne ocene kažejo, da bi znala biti vrednost delnic znatno podcenjena, mogoče celo za dvakratnik. To vodi do vrednotenja celotne družbe v višini cirka 96 milijonov, kar bi pomenilo, da po ponovni ustrezni cenitvi bi bila vrednost družbe bistveno višja, morda več kot 200 milijonov. Danes smo se sestali v tej zadevi s poravnalnim odborom, kjer se je presojalo cenitveno poročilo, ki ga je pripravila družba BDO Svetovanje, pri čemer se ugotavlja kopica nepravilnosti in nekonsistenc pri ugotovljeni oceni, pri čemer izpostavljamo ključne 4 točke. V prvi vrsti cenitev naložbe v Deželni banki, kjer se ugotavlja, da cenilec ni opravil razgovora z menedžmentom banke, pri čemer se ugotavlja, da bi verjetno seznanitev s planskimi načrti vodila do bistveno višje ocene vrednosti te naložbe. Na drugi točki je izpostavljena naložba v Šumijev kvart, kjer so donosi za tovrsten tip naložbe bistveno premajhni, kar kaže na verjetnost, da je cenitev nepravilna. Poleg tega pa je za izpostaviti še nepremičninski projekt v Mariboru, kjer je bil kvadrat nepremičnine ocenjen zgolj na dobrih 200 evrov, kar je občutno prenizko in bi verjetno likvidacijska vrednost pokazala popolnoma drugačno vrednost naložbe. In pa še za izpostaviti je, da je bila sama ocena holdinga narejena na podlagi metode likvidacije, kar po drugim prenese likvidacijske stroške v višini cirka 8 milijonov, ki so verjetno v tej oceni odveč in zgolj nižajo vrednost holdinga. Po naših ocenah in podatkih je v tej zadevi bilo oškodovanih 57 tisoč manjšinskih delničarjev, ki so do sedaj prejeli zgolj 2,5 milijonov denarne odpravnine, po naših ocenah pa bi bila ta vsaj še enkrat višja, če ne še več. Tako da smo se odločili sprožiti postopek. Pridružilo pa se nam je več kot četrtina vseh iztisnjenih delničarjev. Glede na današnje srečanje in tudi stališče izraženo strani poravnalnega odbora, menimo, da kot trenutno kaže v tem postopku, zato vabimo tudi ostale delničarje, da se neposredno pridružijo preko združenja oziroma naših pravnih zastopnikov in strokovnih sodelavcev, v sam postopek uspeli doseči dodatek k že izplačani denarni odpravnini. Hkrati pa seveda velja poziv tudi sami družbi, da glede na naše izkušnje v zadnjih praktično 20 letih, tudi v postopkih iztisnitev, velja, da prej, ko dosežemo dogovor in poiščemo rešitev, bolje je to tako za tiste, ki jih zastopamo mi, kakor tudi za samo družbo, ki je iztisnitev pod pogoji, ki niso pošteni, izvedla. Zato tukaj velja apel seveda tudi na predstavnike same družbe, da iz tega naslova razmislijo, preden vsi postopki še izdatneje stečejo. Kot je bilo danes na poravnalnem odboru izpostavljeno, se odloča, ali bo potrebno opraviti novo celotno cenitev družbe, kar bo seveda vsekakor že samo po sebi predstavljalo ne samo dodaten strošek, ampak tudi v časovnem smislu precej dolgotrajna srečanja, postopke pred sodiščem in pred poravnalnim odborom.